tem projektom smo začeli leta 2004 in sicer v okviru projekta Sokrates, ko smo začeli raziskovati prehranjevalne navade Jeseničanov. In od takrat naprej je to kontinuiran proces občine Jesenice, tako da ga je občina zato tudi finančno podprla. S strokovnim mentorstvom sva se pa v projekt vključila tudi Gornjesavski muzej in občinska knjižnica Jesenice. Knjižnica pri tem projektu pridobiva dragoceno domoznansko gradivo. Edinstveno zato, ker o zgodovinskih dejstvih pričajo osebne zgodbe, ki zato tudi prispevajo drugačen pogled na zgodovinsko resnico, če lahko tako rečem. Meni osebno pomeni to zelo veliko, namreč zavedam se prav pomena, če želite, žive dediščine, nesnovne dediščine, ohranjanja znanja, spominov in pa minljivosti človeka. No in ravno človeški spomin, osebna izkušnja je tisto, kar mineva in največkrat ostaja manjkrat ali pa manj pogosto zapisano. Ta pričevanja so bile zame zelo fajn, ker sem dobila pravzaprav pregled, da ni bilo samo moja resnica, jaz sem bila srečen človek, ampak so bili nekateri tudi revčki. S tem krožkom je to začelo spet prihajati ven na dan, vse te emocije, vse te čustva, vsi ti spomini, zelo težki. In moram povedati, da je bil ta krožek eno posebno izkustvo za mene. Jaz sem brskala doma po mojih albumah starih očetovih, pa sem najdla nekaj slik, pa sem si v spominu priklicala te zgodbe, ki jih je ata povedal, kako so živeli. Vsak svoj delček je prinesel k temu in res, če se tako vzame, res ena taka celota je bila opisana preko teh vasi tle pod Golico, ne. In tako smo se podali na vse predele Jesenic. Vsako leto smo izbrali določen predel Jesenic in zanimalo nas je življenje, kako so ljudje živeli, njihove šege, navade, običaji. Tako da smo v 12 letih praktično izdali že 12 knjižic. V projekt je bilo vključenih skoraj 200 krajanov in občanov Jesenic. Izvedli smo 495 tur in zbrali več kot, ne vem, 200 zgodb. Zdaj, mogoče so to kamenčki mozaika, ampak vsi skupaj pa dajo boljšo in lepšo sliko. Mislim, da je to nek dokument, ki se ohranja tudi za naše zanamce in to je tudi naš cilj, predvsem, da se ta stvar ohrani in pa tudi predstavi širši populaciji. Se mi je zelo lepo zdelo, da sem en majčken kamenček v ta mozaik tudi jaz prispeval. Te knjižice, ki so izšle vsako leto, izidejo v nakladi približno 1000 izvodov, so dosegle praktično vse kraje sveta, Avstralijo, Ameriko, Slovenci oziroma Gorenjci, Jeseničani, ki so izseljeni, ki imajo svoje sorodnike čez lužo, to zelo radi prebirajo. No, ta projekt je bil pa eden od tistih, ki je v občini Jesenice pri odraslih spremenil gledanje na vseživljenjsko učenje. Zdaj vejo, da je vseživljenjsko učenje pravzaprav lahko tudi nekaj prijetnega za prosti čas, pa da lahko vpliva na razvoj skupnosti.